Lepo pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lili Sorum. Tokratna tema oddaje je čiščenje, zaščita, kako preživeti na delovnem mestu, ki je sila negativno. Pravzaprav je nadaljevanje oddaje, ki je bila na sporedu 2 tedna nazaj, kjer smo se pogovarjali o spomladanskem ali tudi sicer čiščenju našega mentala, digitala, fizičnega telesa, z različnimi pristopi, z različnimi elementi, se pravi ogenj, voda in tako naprej. Danes pa se bomo posvetili, kot sem rekla, delovnem mestu. Tale oddaja je nastala v sodelovanju z vami, zelo veliko se vas je odzvalo, najlepša hvala za vaše odgovore. Namreč zanimalo me je, kje točno vi delate, kje so izzivi, zato da lahko to oddajo prilagodim vam, zato priznam, da imam plonkič tamle spodaj in bom sem ter tja malo pokukala. Velika večina vas je potožila, da so hladni odnosi, da ste v konfliktnih okoljih, da se počutite osamljeni na delovnem mestu, na zelo zanimivih delovnih mestih delate, ne samo od doma, pa ne samo v administraciji, tudi v reševalnem vozilu sem videla. V glavnem, zelo, bom rekla, različna področja, pa zelo podobni izzivi. Pričeli bomo zdaj tako. Delovno okolje je delovno okolje. Težko bomo zdaj mi zamenjali šefa, sodelavce, temelje in tako naprej. Se pravi, začne in konča se pri nas samih. In začne se pravzaprav doma. Verjemite, vem, kako je, kot je v nedeljo zvečer fizično slabo in te želodec boli, ker veš, da je ponedeljek zjutraj služba. Bila sem tudi sama v podobni situaciji. Spremenilo se bo, ko boste spremenili svoj stav do službe. Jaz vem, da če nam kdo pije kri 8 ur na dan, če pridemo utrujeni domov in potem izčrpani, izžeti in potem, ko dobimo plačo, težko pokrijemo stroške, vse to razumem. Ampak, a veste, dneve imate zagrenjene vi. In jaz verjamem, da ne glede na to, ali ste v službi zadovoljni, niste zadovoljni, se imate super v kolektivu ali ne, vedno je prostor za izboljšave. Tako kot je prav, da se mi tuširamo, da si zobe umijemo in tako naprej in da smo previdni pri tem, kaj vnašamo v telo in na telo, podobno velja za naše okolje. Velikokrat nam je zelo logično, da je prav, da se umijemo, da se stuširamo, manj smo pa morda navajeni na energijsko čiščenje. Se pravi, če tudi ste v kolektivu, kjer se imate super, če tudi delate doma, jaz verjamem, da vam bodo sledeči nasveti prišli prav. Pričeli pa bomo seveda pri tem. Prične in začne se pri vas. Prične se doma, zaključi se doma. Se pravi, preden greste od doma, postavite se mentalno v čim bolj pozitiven, bom rekla, neko pozitivno stališče. Če to pomeni, da se boste boostali z afirmacijami, če to pomeni, da boste imeli nek ritual, preden greste od doma, če to pomeni, da se boste že doma žajblali, zaščitili z belo svetlobo, zlato svetlobo in tako naprej. Karkoli je tisto, kar vam vliva moč. Nekateri se radi pogovarjajo z angeli, drugi mislijo, da je to bedarija. Vseeno je. Pomembno je, da počnete tisto, zaradi česar boste že zjutraj skozi vrata svojega doma odkorakali bolj samozavestni, bolj energijsko močni in bolj odločni, da vam prav nihče ne bo pokvaril dneva. Da vam prav nihče ne bo pil vaše življenjske energije in živcev kravžal. Včasih je resnično dovolj ali pa zelo velik doprinos že to, da se odločimo. Veste, kaj so včasih rekli? Družba je družba, služba je služba. In se leta nazaj spomnim, zelo sem bila še mlada, pustimo, kje sem delala, pisarniško delo je bilo. In je šef bil penast, je bil jezen, je bil tista deklica, ki je bila moja sodelavka, je res naredila napako in meni je bilo grozen. Nič nisem imela s tem, ampak meni je bilo grozen. In možakar seveda. So bili stari časi, ko je bilo to, da se je vpilo na delovnem mestu, ni bilo nič nenavadnega. Odvihra skozi vrata in ona reče, služba je služba, družba je družba, šef je šef, kaj me briga. In vzela torbico in je šla domov. Meni je bilo bolj grozno zaradi njene napake kot njej. Ne pravim, da je to pravo stališče, ne me narobe razumeti, ampak nekje je potrebno mejo potegniti. Če ste naredili napako, potem seveda se naučiti, kako delati bolje in jih nekako preprečiti v prihodnosti, ampak zelo veliko dejansko je na temu, moč je treba vzeti nazaj v svoje roke. Se pravi, ko greste od doma, kaj je tisto, kar vam pomaga, da greste že nekako z malo več energije, in preden greste domov, preden greste fizične službe ven, morda se vam bo zdelo smešno, pejte si umiti roke.
Umijte si roke in potem stresajte roke, otresite, sperite slabo energijo, negativno energijo, vse, kar vam je šlo na živce, svojega šefa, svoje sodelavce, karkoli je tisto, kar je bilo negativnega tistega dneva, stresite dol. Marsikateri bioenergetik, terapevti z energijskimi tehnikami podobno stresajo roke, se pravi, komponirajte zraven še vodo in preden greste domov nekako spucajte energijo in ko skorakate skozi vrata ven. Karkoli vam pomaga, naj bo to vaš osebni ritual, lahko je afirmacija, lahko vizualizirate, kako so negativno slačite, kako jo spirate sebe, kako se vaš spira, kako se vaše srce polni z ljubeznijo in z veseljem, da greste domov, da je še celo popoldne vaše, še cel večer vaš, še cel dan vaš. Se pravi, naj bo ta ritual, ko stopite skozi vrata ven, na poti domov očiščujoč. Ne nosite domov slabe volje, ne znašajte se nad svojimi najdražjimi in predvsem ne kvarite svojega dneva. Nekako razmejite. Kar velja predvsem za tiste, ki delate od doma. Zelo pomembno je, da znamo razmejiti, kaj je dom, kaj je delo, da gremo energijsko v drugačen statut. Velikokrat se potem lahko zgodi, da postane to hobi, pa zdaj pa sprašujemo, zakaj položen smo plačali. Se pravi, energijsko dajte namen svojemu početju, predvsem, če delate od doma, se pravi, to lahko pomeni, da se boste ali preoblekli, lahko je tudi samo ta ritual, da si skuhate kavo, čaj, limonado pripravite in rečete, tole je pa zdaj za moje delo, za mojo koncentracijo in tako naprej. Se pravi, da je nek mejnik, zdaj sem kuhala kavo zato, ker pač berem časopis, novice na socialnih omrežjih in zdaj sem skuhala kavo, ker grem delati. Pravi, naš se osredotoči, naš je zelo povezan z zemeljsko energijo, če nam je to všeč ali ne, včasih enostavno potrebuje okvirje. Se pravi, tudi ko mi damo službi okvir, v smislu, to je samo služba, ne bistvo mojega življenja, ne moja karma, ne moje poslanstvo, to je služba. Seveda, če smo samostojni podjetniki in se ukvarjamo z nečim, kar naj bi bilo naše poslanstvo, recimo, da bom sebe zdaj same prištela, absolutno pomeni, da določene stvari vseeno rabimo imeti pošlihtane. Jaz verjamem, da na koncu leta, ko je treba plačati dohodnino, mi ne bodo rekli, a to je vaše poslanstvo, vam pa ni treba položnic plačati, pa tudi v Mercatorju mi ne bodo kruha kar podarili. Se pravi, vseeno potrebujemo neko dojemanje, da to vseeno je na nek način tudi služba. Za tiste stvari, kjer je to pomembno. Zdaj pa, pejmo k praktičnim primerom. Končno smo v službi. Tok nam je bed. Jaz verjamem, da marsikje v kolektivu bi vas gledali zelo čudno, če bi vi prišli s kristali, pa z žajblom, pa z ne vem čem še vse in bi vas vprašali, če ne marane zganjate hudiča. Niste falili lokacije, se pravi zdaj tako, če imate možnost priti pred ostalimi ali če imate možnost ostati potem, ko nikogar ni več, oziroma če imate svojo pisarno, potem bo marsikaj lažje izvedljivo, vsekakor pa bomo povedali nekaj trikov, kako si pomaga, da ne bo prav nihče vedel, da pravzaprav malo coprate. Torej, ključnega pomena je že to, da zračimo. Svež zrak, sveža energija, pretok energije je zelo pomembno. To si lahko privoščimo ne glede na to, kje delamo, razen v reševalnem vozilu, tam dvomim, da lahko luftate med nujno vožnjo, ampak recimo, da preden začnemo delo, prezračimo in da tudi zvočno prečistimo prostor. Idealen je gong, zvočne posode, vemo, kako zelo so te vibracije močne, ampak znova, če ste v okolju, kjer je to težje izvedljivo, potem si pomagajte z zvončki. Pomagajte si z mobilčki. Mobili so tiste, veste, take lepe, no, to. To ne bo nikomur sumljivo, morda bo šlo komu na živce, ampak to je recimo nekaj, kar lahko dodate, zato da vsakeč, ko greste mimo, pocinglja, pozvončklja in nekako spremeni vibracijo. Že to, da ploskate, je dovolj. Če ste sami v pisarni, sami v prostoru, idealno je, da se postavite na vhodna vrata, greste od leve proti desni, ploskate predvsem tam, kjer je energija zastala. To velja tudi za dom, za vsak prostor. Se pravi, pod mizo, za nekimi omarami, za vrati in tako naprej, tam, kjer je energija uležana, in že to, da ploskamo, je dovolj. Glasba, ne podcenjujmo glasbe. Če imamo le možnost imeti glasbo, ki nas spodbuja, kaj je nam fajn, ne da pol plešete, pa da vam pade koncentracija, ampak da je nekako neka pozitivna muzika, ki vam je všeč.
Sicer pa na YouTubu je ogromno posnetkov energijskega čiščenja z zvokom, nežna glasba je, lahko imate v ozadju, verjamem, da tudi v pisarni, kjer vas več sedi, ali v proizvodnji ne bo moteča, tudi če date zelo potihem, bo še vedno tam nek učinek. Tudi ko pridemo v trgovino, je razlika, je muzika taka, da nam je kar malo fajn, ali je muzika taka, da ne vemo, a bi šli tja med banane spat. Ko uporabite glasbo, YouTube je zakon. Če imate prepovedan dostop do YouTuba, potegnite si dol nekaj teh, bom rekla, glasbenih komadov, včasih so nekateri tudi 2-3 ure dolgi, dajte si to lepo na USB ključek in poskrbite za neko glasbeno ozadje. Še ena stvar, ki je zelo močna, pa včasih ni tako zelo sumljiva, so sveče. Ogenj vedno transformira energijo v svetlobo. V čisto nič drugega ogenj ne spreminja energije oziroma včasih tudi materiala, na žalost, kadar gre za kakšen uničujoč požar. Svečke so tak lep dodatek, ki si ga lahko postavite na mizo, ki ga lahko postavite na omaro, ki ljudem ne bo sumljiv, sploh da nima, če prinesete dišečo svečko in rečete, to me pa res tako v nos mi je šlo in tako se mi zdi fajn. Sveče so idealno orodje, da vam pomagajo čistiti prostor in čistiti energijo. Sveči dajte namen. Pred leti, mogoče se to še kdo spomne, sem bila tudi v projektu Prižgimo svetlobo čudovitih svečnikov iz voska. Ko prižgete plamen, rečite prižigam svetlobo. Včasih je to taka čudovita afirmacija, s katero res smo lahko doprinos. Vidite, zdaj se ne vem, če se vidi, da svetlobi sonček se je pokazal zunaj. Velikokrat je že to lahko čudovit prinos svetlobi na splošno. Prižigam svetlobo v sebi, prižigam svetlobo v tem delovnem okolju, prižigam ljubezen, dodajam ljubezen. Ogromno nekih čudovitih namenov lahko damo tej hitri gesti, ko prižgemo svečo, kar lahko naredi resnično veliko razliko. Poleg sveč lahko uporabljamo cvetlice. Rože znova ne bodo sumljive. Izbirajte rože, ki čistijo zrak. Izbirajte rože, ki poleg tega, da čistijo zrak, so tudi takšne, raziskave kažejo, da dodajajo kisika več kot mogoče kakšno bolj suho cvetje. Se pravi, neke rožice, ki si jih date na mizo, na omaro, na okensko polico, lahko zelo pomagajo, ne samo pri čiščenju zraka, posledično kvaliteti zraka, ki ga dihate, ampak tudi pri čiščenju negativnih energij. Nekaj primerov imamo zdaj tule. Torej, drage moji, rožice so taka stvar, ki niso nekako sumljiva. Malo težje boste zdaj zakrili kristale. Lahko jih naredite v neko čudovito dekoracijo, lahko jih date v rože, lahko jih date v nek podstavek za skodelico in tako naprej. Tudi kristali, če so lepi, če so denimo v obliki srčka, polžka, neke ogromno kristalov prodajajo zdaj, ki so tako zbrušeni, da so neke zanimive oblike in potem tudi to lažje nekako komponiramo na to, da imamo to na mizi, omari, nekje. Tudi če imate kristal pri sebi, je to zelo mogočna zaščita vas samih. Se pravi, tudi tukaj lahko govorimo o kristalnem nakitu. Temu se bomo vrnili malo kasneje, zdaj smo še pri prostoru. No, zdaj pa, ko govorimo o eteričnih oljih, sivka, limona, evkaliptus. Predvsem rožmarin pomaga pri koncentraciji. Rožmarin pomaga tudi v primerih, ko je veliko napetosti v zraku. To pomeni, da je veliko čenč, to pomeni, da je veliko energije, ki se nekako vtika v druge. Rožmarin je tisti, ki nam pomaga krepiti našo lastno koncentracijo, se pravi, znova se osredotočimo nase. Torej, če imate neke sodelavke, ki skos vas nekaj sprašujejo, skos vam nekaj težijo, mogoče ta roževec lahko malo pomaga. Roževec lahko date v gorilnik, samo v kozarec vode, se pravi neko posodico lepo, v katerem ga nakapljate, lahko tudi dokapljate, ne vem, če je to sploh beseda, nakapljate bo verjetno boljša izbira. Lahko dodate z navadni sveči, čajni svečki, ki jo prižgete, se pravi, več različnih načinov je. Jaz verjamem, da sivka, evkaliptus, limona, to so prijetni vonji, marsikdo se verjetno ne bo v to spotaknil in ne bo pomislil, da je to pravzaprav zato tam, ker vam gre ravno ta oseba na živce. Ok, malo večja zaloga pa je kakšen žajbelj ali palo santo. Če ste sami, potem absolutno priporočam vsako jutro tudi doma malo žajblja, malo pala santa prižgati. Nujno pa je, ključnega pomena pa je, da so okna odprta. Se pravi, da gre ta negativna energija lahko ven. Če ste sami v pisarni, bo to občutno lažje, potem enostavno prezračite in to je to. Če vas je pa veliko, potem pa predlagam palo santo v obliki rolona.
jaz ga naravnost obožujem, dobite ga v trgovini Orka, kar po sebi malo in naredite osebno zaščito. O osebni zaščiti bomo kasneje. Palo Santo se pravi, lahko pretiho tapite v svoje okolje tudi na sebi, tak zanimiv, malo limonkista, a kaj pa je danes z mano? Merkur je retrograden, to je danes z mano. Tako malo na limona aromo ima. Ok, ko zdaj govorimo o tem, kaj še lahko tekom dneva naredimo, pijte veliko vode, dajte vodi namen. Če imate možnost, dajte si kakšen kristal v vodo, dajte mogoče kozarec, skodelico za čaj ali za kavo na podstavek, ki je recimo mandala, ki je energijsko polnilen. Znova tudi to lahko zakamuflirate, tako da se ne bo videlo, da ne bo zdaj iz jona jasno, zakaj se gre, če imate tak kolektiv, ki je temu zaprt. Voda je tista, ki odplakne toksine ven. Dajte vodi namen. Recite ji, z vsakim požirkom se ta slaba energija, ki se nabira v meni, ti slabi odnosi in tako naprej, spira ven iz telesa, ko grem na stranišče. A veste, jaz vam tako rekel, saj nimamo kaj izgubiti. Jaz verjamem, da marsikomu se to zdi izjemno neumno, smešno in bedasto, ampak po drugi strani res nimamo kaj izgubiti. In vodo imamo vsi in zdravo je, da vodo pijemo. Se pravi, tukaj pravzaprav it's a win-win-win-win situation. V vsakem pogledu smo zmagali. Torej, pijte veliko vode. Ko govorimo o našem lastnem nekako nastopu, izbirajte oblačila, ki so vaša power oblačila. Se pravi, mogoče bo to šal, ki ima malo bolj živahne barve. Nekaj, kar vam vliva samozavest. Nekaj, kar vam vliva občutek večje moči. Za marsikoga je to rdeča barva, za marsikoga so to kakšne druge barve, včasih tudi črna. Se pravi, izbirajte tisto, kar vas polni. Popolnoma vseeno je, kaj vam bo nekdo drug rekel. Glejte, če imate krizo na delovnem mestu, če ste deležni mobinga, če se počutite osamljeni, ok, ampak če se počutite napadeni vsak unih 8 ur, mogoče tudi več, potem je prav, da se zaščitite na način, kateri za vas deluje in katerega vi doživljate, da je vaš. Se pravi, včasih je to dejansko res tudi črna, ki jo oblečete. Ne pa pretiravati zdaj s to črno. Ok? Ok, se pravi, eno so power oblačila, drugo je power nakit, včasih neka zapestnica, ura, uhani, mogoče obesek, lahko so to kristali, lahko pa je nekaj, kar vam je nekdo podaril. In si mislite, da je ta oseba z vami, da vas ščiti. Mogoče so to vaši starši, ki so že preminili. Mogoče je to nekdo, ki ga vi dojemate kot zelo močno osebo. Mogoče je to nekdo, v kogar ste zaljubljeni, pa vam je fajn, da imate to osebo nekako preko tega nakita s seboj. Se pravi, razlogov in načinov je veliko, nakit je znova neka taka stvar, ki je lahko afirmirana, pa ni sumljiva, da vam nekako prinaša podporo. Nakit je ena taka zelo, zelo močna zadeva, ki vam lahko pomaga. Ko govorimo o tem, kaj vnašamo v telo, smo že rekli voda, čaj, kava, uporabljajte podstavke, uporabljajte kristale. Vsakič, ko pijete, lahko rečete, vnašam močno energijo v sebe. Veliko se govori o energijski zaščiti, veliko se govori o tem, da se obdamo, vizualiziramo zlato svetlobo, belo svetlobo. Če ste v kolektivu, ki je izrazito negativen in imate občutek, da ste velikokrat na tapeti, napadeni, vsega vi krivi in tako naprej, vsem naučim, par stvari lahko naredite. Ena je definitivno to, da vizualizirate energijo okoli sebe, druga je to, da naredite energijski steber okoli sebe, da je to vaš sveti prostor. To tudi sicer ni neumno početi, ne glede na to, ali smo doma, ali smo v naravi ali kjerkoli, to je naš sveti prostor, za katerega je prav, da je zaščiten. Ne vem, če slišite moj čekit, da se strinja. Torej, naslednja stvar pa je tehnika ogledala. Če imate občutek, da ste šikanirani, da ste napadeni, sploh v primeru mobinga, naredite okoli sebe zaščito ogledala. Naj slabo, ki ga ti pošiljaš meni, se vrne k tebi. V končni fazi vsega v življenju nam ni treba sprejeti. In če imate občutek, da je nekdo zelo jezen na vas, da za hrbtom rovari proti vas, da vam želi škodovati, da se vas želi znebiti, ker želi vaše delovno mesto in tako naprej, je tehnika ogledala izvrstna. Poleg svetlobe, dragi moji, se uvijajte v energijo številk.
Kakšna numerologinja bi pa bila, če ne bi tega omenila. Torej, ko govorimo o napredovanju, o tem, da moramo biti malo bolj samozavestni, da se moramo postaviti sami za sebe, da mogoče nas nekako ponižujejo in tako naprej, se bomo obdali v energijo števila 1. Obdali se bomo tudi v belo energijo zraven, ker to je povezano z enko. Če pa govorimo o stabilnosti, občutku varnosti, občutku tega, da želimo obdržati službo, da želimo nek občutek dejansko prizemljenosti, rutine, notranje moči, notranjega miru, potem govorimo o številu 4, aktivirajmo svoj pleksus in vse čakre spodaj, se pravi pod tem sploh korensko čakro. Torej, dragi moji, veliko različnih teorij, različnih pristopov, različnih orodij, izberite tisto, kar je za vas dobro. Absolutno pa, če pijete vodo, če se gibate, gledajte, moja Iza, jaz velikokrat omenjam, ona je izvrstna fizioterapeutka, manualna terapeutka, me vedno znova opozarja, da po 45 minutah sedenja se je potrebno raztegniti. Gibajte se, tudi če greste na WC, tudi če se samo malo premaknete na stolu, tudi če nekaj vržete na tla zato, da to poberete, da se malo raztegnete hrbtenico, ni važno, marsikatere vaje je možno izvajati pod mizo, dokaj neopazno, če se govorimo, da ste v nekem takem okolju, kot je recimo, ne vem, delate na občini, delate s strankami, tam boste zdaj težko začeli neke počepe delati, ampak pomembno je, da se gibate, s tem spravite tudi svoje lastno telo ven iz krča. In kaj se prvo zgodi, ko se nekdo na nas spravi, ko je nekaj narobe, v krč gremo, to je pomembno, da zmehčamo. Da ne govorimo o tem, da vam boste vaš vrat, hrbtenica in celotno telo za to zelo hvaležna. Gibajte se, najdete izgovor za to, da se malo pretegnete, če pač imate delovno mesto tako, da je to težje izvedljivo, ker ste vsem naučili. Hrup, negativa, vse to se da odmisliti, zato pa rabimo močen rabimo močno koncentracijo in ne bo vsak dan uspelo. Jaz realno mislim, da pač bodo dnevi, ko vam bo šlo super od rok in bodo dnevi, ko vam bo šlo slabše od rok. Opremite se sebe v svojem delovnem prostoru, se pravi s tem, da vnašate v svoje telo stvari, ki vas krepijo, oblečete na sebe stvari, ki vas krepijo, se obdate z nekimi lepimi prizori, morda bo to neka slika na desktopu, morda bo to dejansko slika na vaši mizi, slika, ki jo imate v nekem medaljončku, ampak obdajte se z dražljaji, ki so pozitivni. In če pravim, da se prične pri nas, bodite pa vi tisti prvi, ki je prijazen. Mogoče vi tisti prvi, ki nalepi nek motivacijski kvot na steno. Morda vi tisti prvi, ki naredi nekaj lepega. Jaz sem kar nekaj let delala na upravi Mercatorja, moram reči, že vsak Miklavž so varnostniki točno vedeli, da bom prišla ob 11. ponoči prosit za ključ, ker sem potem sretnoči naštimala neke malenkosti, neke lepe drobnarije, da drug dan, ko so prišli moji sodelavci v službah, je to pričakalo na mizi. Vzelo mi je pol ure do 1 uro časa, verjemite mi, da je bilo čisto nekaj druga, pridete v službo in vidite, da se je nekdo zate potrudil, čeprav se ji ni bilo treba. In če bomo ostali v tem, to ni moje delo, una sedi pa kavo pije, to pa uno pa tretje, bo samo nas glava bolela, oni bodo še zmeri tam kavo pije. Če imate narcisa na delovnem mestu, glejte, dragi moji, da narcis je še stroka roke dvigalna, se pravi, je treba določeno situacijo včasih samo obvladovati. Želim reči. Se pravi, če ste v situaciji, kjer boste težko spremenili sodelavce, spremenite sebe, absolutno pa ne obupajte. Kaj pa veste, zakaj je druga oseba mogoče vedno nataknjena, vedno tečna, vedno slabe volje, vedno utrujena, vedno razdražljiva. Včasih že tista ena lepa beseda, ki smo jo deležni tam, kjer je ne pričakujemo, lahko zelo spremeni naš dan. Se pravi, bodimo mi tista sprememba, ki jo želimo videti v svetu. Verjamem, da to zveni zlajnano, ampak dragi moji, ni. Se pravi, jaz bom rekla, prične in zaključi se z nami, prične in zaključi se z vami doma. Preden greste od doma se okrepiti, ko stopite v službo se okrepiti, spucate preden greste domov in znova stopiti v svoj dom z neko lepo afirmacijo. Samo osebno imam zelo rada tak čist preprosti ritualček, ko odklepam vrata ali zaklepam vrata, ko grem od doma, rečem, v moj dom vstopata samo ljubezen in luč. Mogoče butasto, mogoče pa deluje. Kaj vi pravite?